Lekcija, ker smo živeli tam, ki nisem imel postelje, ker sem bil lačen. Moja mama je kuhala kekse za zajtrk, kosilo in večerjo. Smo imeli kekse zjutraj, kuhala za cel dan. Ko sem bil lačen, nisem imel nič za jesti, sem mogel, to ni lepo, pa sem kradel pomaranče, avokado, lubenice, pa tudi sem prodal jajce, sladoled, sem mogel služiti neki ekstra denar, tudi sem časopis sem dal na nabiralnik za 10 centov na dan, sem delal za to in največja lekcija je, da če mi imamo eno željo, sanjo, če mi verjamemo v sebe, lahko uspemo, lahko spremenimo naše življenje. Ringelšpil. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podcastu. Zdravo, dobrodošli v novi epizodi Večerovega podcasta Ringelšpil. Sem Jasmina Cehnar in danes je z mano dolgoletni kapetan NK Maribor, rekorder v doseženih golih, legenda ljudskega vrta in Brazilec s slovenskim potnim listom Marcos Tavares. Sicer pa mož, oče, pastor in sodelavec NK Maribor, ki svoje nogometno znanje preliva na mlajše generacije. Marcos, lepo pozdravljeni. Zdravo, Jasmina. Preden se zavrtiva v pogovor, pa vas vabim, da sledite Ringelšpilov na YouTubeu in kanalih za podcaste, ga všečkate, komentirate, delite in predlagate goste, vesela bom vaših odzivov. Marcos, športno ste se upokojili pred skoraj 4 leti, po 14 letih igre za NK Maribor. Še odigrate kakšno tekmo s prijatelji oziroma igro s prijatelji in ali se med njimi znajde tudi kakšno slavno ime? Ne dosti, trenutno igram tu pa tam, ko me povabijo, samo nimam časa, da igram nogomet, imam dosti obveznost, delam zdaj non-stop na klubu, imamo dosti treningov, tekme, tudi izven igrišče delam dosti, neke oddaje, neke tekma komentiram in dosti stvari plus družina, cerkev, zato ne igram dosti, ampak takrat, ko imam možnost, seveda, hočem igrati, hočem malo laufati, ampak trenutno je res težko. Prej sem laufal 90 minut, zdaj laufam 10 minut, sem že utrujen. Pa nič ne pogrešate, zelenico, soj, ne vem, teh reflektorjev na stadionu, to vznemirjenje recimo pred zabijanjem gola in po zabijanju gola. Seveda, ta adrenalin meni manjka. Jaz, ko gledam tekmo, sem na tribuna in noter čutim, jaz hočem biti tam, hočem pomagati, ekipa, igralci, ampak trenutno tak je in na drugačen način pomagam skozi nasvet, skozi da pokažem nekaj, da govorim nekaj za igralce, ker to je zelo pomembno in seveda manjka, me fali, manjka ta igrišče, garderobe, ta adrenalin, seveda. Zdaj za marsikaterega športnika s koncem profesionalne kariere se težko soočijo, se znajdejo v precepu, kako in kaj naprej in v bistvu pogrešajo stari način življenja, vi ga tudi, ne? Zato so zdaj pač treningi, tekmovanja, medijska pozornost. Vi ste sicer vpeti v klub, pa vendar ne, kako ste osebno doživeli tisti prehod pred 4 leti, torej med športne upokojence? Je bilo težko, moja zadnja tekma tu v Ljudski vrt je bilo res proti Aluminiju. Jaz sem se jokal cel čas, tudi mesto so naredili nekaj preseneča, tudi NK Maribor, ljudje, ki tam dela, so naredili velike preseneča za meni. So pripeljali moja družina iz Brazilije, nisem vedel. So imenovali tribuna Marcos Tavares, tudi sem dobil od župana ta pečat od mesta in tudi sem igral 15 minut z mojega sina, zadnja tekma in takrat jaz sem razmišljal, da neki en del od moje telo, da umre, ker res, jaz sem celo življenje igral nogomet in prišel ta dan, ki moram nehati. Zelo, jaz že zdaj pride solze, ampak
Ja, jaz sem vesel, ker, hvala bogu in skupaj z NK Maribor smo naredili lepe zgodbe tu za Slovenijo, za Maribor in tudi to meni, se počutim boljše, ampak zdaj moje življenje razmišljam že za naprej, ker, zaradi tega, ker meni manjka ta adrenalin na igrišče, tudi sem začel, licenco za trener delati, ker hočem zdaj naslednji korak biti trener, da lahko biti na igrišču, da lahko biti da lahko pomagam še več, igralcem. Trener zdaj znotraj NK Maribor ali boste, ali že imate kake ponudbe od drugod? Ne, ne, NK Maribor najprej seveda samo trenutno imamo svoj trener, on je prinesel stabilnost za ekipo, če morda en dan bom njegov, pomočnik, trener, to je možnost, in bomo videli, kaj bo življenje naprej. Ponudb od drugod pa torej ni? Ne, ne še. Pa bi jih sprejeli? Odvisno, bomo videli najprej, kaj bo se zgodilo pri NK Maribor, ker letos decembra končam svojo licenco za UEFA in potem za drugo leto bomo videli, kaj bomo imeli, sestanke s klubom in tako naprej, da vidim, kaj bo moja prihodnost. Skratka, vse možnosti so Ja. odprte, ne? Zdaj omenili ste to tribuno v Ljudskem vrtu, ki je prenovljena in poimenovana po vas, pa vendarle tam je lepo verjetno, da vidite z velikimi črkami, ne, napisano svoje ime, pa vendar legendarnim nogometašem bolj pogosto postavijo kipe. Ja. Zdaj bi tudi vi raje imeli mogoče kip kot pa tribuno? Na začetku so mene, spraševali ista vprašanja, ne, in to, ko vidim tribuna Marcos Tavares, to je zelo lepo, ne, ker to za mene brez besed, ker jaz sem prišel iz favele v Braziliji, nisem imel postelje za spati in danes, ko vidim, to je, jaz mislim, da to je preveč, no. Preveč za meni, ampak, jaz sem zelo vesel in tudi to je moj legacy za Maribor in za Slovenijo, da ne glede od kod smo prišli, lahko uspemo v življenju in bomo videli, če v prihodnost bojo dali kip, tudi bo dobro. Mislim, da vaši navijači zagotovo, menijo, da to ni preveč in zagotovo še čaka kak kip, si mislim. Zdaj veliko nogometašev se pa po karieri najde v gostinstvu, ne, tudi vi ste to poskusili s svojo soprogo, takrat še kot aktivni igralec, Ja. Ampak se nekako ni izšlo, ne. Ja. V bistvu, kaj je bil razlog, da ste zaprli tisti simpatični v bistvu tapas bar na Tapas Vetrinjski bar, tu smo ulici? bili, V bližini. ja. Zelo je lepo, samo to je dosti delo. To je 24 ur delo, sem bil aktivni nogometaš takrat, potem ko je svalilo moka, jajca, žena mene klicala, jaz sem mogel nekaj urejati, poklicati in na koncu je bilo preveč, zato sem dal bek. Aha, okej, prevelika obremenitev, Ja, ne, ja. vseeno ste takrat verjetno bolj se nogometu posvečali, ne, kot Ja. pa gostinstvu. Zdaj, ko opisujete svoje življenje, ga ločite na obdobje pred Mariborom in obdobje po Mariboru. Zdaj na prvi del niste najbolj ponosni, ne, v Mariboru pa ste potem doživeli preobrat. Zdaj, če greva na začetek v favelo v Porto Alegru, katera je najpomembnejša življenjska lekcija, ki ste jo dobili tam? Lekcija je, ker smo živeli tam, ki nisem imel postelje, ker, sem bil lačen. Moja mama je kuhala kekse za zajtrk, kosilo in večerjo. Smo imeli kekse zjutraj, kuhala za cel dan. Ko sem bil lačen, nisem imel nič za jesti, sem mogel, to ni lepo, pa sem kradel pomaranče, avokado, lubenice, pa tudi sem prodal jajce, sladoled, sem mogel služiti nekaj ekstra denar, tudi sem, časopis sem dal na nabiralnik za 10 centov na dan, sem delal za to in največja lekcija je, da če mi, imamo eno željo, sanjo, če mi verjamemo v sebe, lahko uspemo, lahko spremenimo naše življenje.
Zdaj to vaše težko obdobje se je začelo nekje, ko ste bili 7 let stari, ne? Prej ni bilo tako Ja, hudo, ne? prej ni bilo, ker smo živeli v neki kraj, ki je bilo vse normalno. Moj ate je imel dobre službe, mama, učiteljica, samo so imeli stanovanje v najem in en dan je prišel lastnik od stanovanj, so rekli: "Mi rabimo stanovanje, jaz bom prodal, moram prodati." In od takrat nismo videli, kam gremo. In potem smo našli eno zemljo, daleč od te, prostor, ki smo živeli, in moj ate je mogel prodati televizijo, da lahko graditi hišo, televizijo, omare, vse, kar smo imeli mi, ate je mogel prodati in je gradil hišo, malo, 10x10, ne vem. In takrat je bilo težko, takrat, je mogel plačati, vse, da lahko živimo. Smo imeli tudi druge težave in, takrat smo živeli res, težke trenutke v našem življenju in zato se je zgodilo to. Se spomnim tudi prvi dan, ko smo šli tja, mi smo se jokali, starejši jaz sem bil 7 let star, nisem razumel točno, kaj se dogaja, ampak moj starejši brat je rekel: "Jaz ne bom tu živel." Je šel. Res? Ampak zvečer ni imel kam, spati, je moral priti nazaj, ne. Ampak, res težko. In tu smo živeli kar dosti leta, ampak ko sem jaz, 9 let sem začel potem nogomet igrati, že takrat, ko sem bil 9 let star, moj ate je imel boljše službe in potem smo malo boljše smo imeli že Coca-colo v nedeljo, meso v nedeljo in je bilo lepo. Sem začel nogomet igrati in 13 let star sem bil, ko Gremio je meni kupil od Internacionala drugi klubi in takrat smo dobili neki lepi denar in sem pomagal graditi boljše hiše. Ste vedno vedeli, da boste nogometaš, ali je to pač bila neka edina pot iz favele? Ja, en in drugo, ker prvo darilo za fante v Braziliji je žoga. Ko dobi, okej. 1 leto star, kaj bomo dali? Žoga. In nogomet je vedno, moj ate je bil nogometaš, samo ni igral na visok nivo, ampak ko je bilo svetovno prvenstvo 1994, Okej. jaz sem bil takrat 10 let star. Jaz sem gledal takrat, svetovno prvenstvo, takrat Brazilija zmaga svetovno prvenstvo in jaz sem študiral, po šoli takoj sem šel domov, da lahko gledam svetovno prvenstvo. Celo mesto, cel Brazil so govorili samo o tem. Logično. Ja. In takrat sem imel v sebi, sem govoril zase: "Jaz hočem biti nogometaš, poglej, kaj se dogaja." Vsi govorijo samo to. In takrat sem čutil, da bom nogometaš in potem sem bil že v klubu in sem igral nogomet, ker tudi pri meni tam v faveli, starši delajo 24 ur skoraj na dan. Ob 5 zjutraj že greš iz doma, ker, avtobus je 1,5 ure z avtobus tja, pa 1,5 ure tja, pa potem 11 zvečer pridejo nazaj. In jaz sem šel v šolo in potem cel popoldan sem bil na ulicah. In otrok brez staršev na ulicah, tam pri faveli, ali delaš nekaj, ali kradeš, ali se drogirajo. In to je bil problem in potem zaradi tega moj ate je dal na nogomet, ker če si nogometaš, ne smeš se drogirati, kraditi, moraš imeti disciplina in dobro življenje. In zaradi tega sem začel nogomet igrati in potem, ko je bilo boljše, ko sem bil dober, smo ugotovili, da ta pot je prava pot in tudi, nismo imeli denar za,
v prihodnost, da bom imel neka univerza za zdravnike, odvetnike, to se plača, to je dosti denar, zato nogomet je najbližji pot, ker ne rabimo dosti denar, ne rabimo dosti študirati, da lahko gremo ven iz revščine, iz favele. Pa ste vi znali prej igrati nogomet, preden ste začeli trenirati, torej pri 9 letih, ste že prej na ulici igrali, torej tam ste se verjetno naučili, ne? Ja, na ulici. S svojimi sovrstniki, ampak kdaj pa mogoče ste prvič stopili na nogometno travo, ker si predstavljam, da to ni tako samoumevno sredi ene favele. Ja, mi smo igrali na ulicah, tam je asfalt, bos, dostikrat sem imel krvavo v noge. In takrat smo igrali, vsak dan, popoldan, ni staršev, mi smo vzeli naše flip-flops, smo imeli ko gole in smo igrali nogomet. Pa potem ena ulica je imela svojo ekipo proti druga ulica in smo igrali, potem smo bili na igrišču, ki je bilo samo pesek ali ta rdeče mivka, tak smo igrali, ampak ko sem bil 9 let star, sem šel igrati pri Sport klubu Internacional, potem tam že imajo igrišče, trenerje, potem je vse okej, lepo igrišče, vse to, ker to je resni klub v Braziliji. Se spomnite občutka, ko ste na travo pravzaprav prvič tako fino travico vstopili, no? Seveda, občutek zelo lepo. Edine stvari, nisem imel kopačke takrat, sem igral v navadni tenis, sem dosti se spodrsal, ampak potem, ko so videli, da imam talent, so meni posodili kopačke, so mi pomagali, potem je bilo vse okej. A kdo pa je bil vaš vzornik, ko ste bili res še do 10 let, torej zelo majhni, čigav poster ste imeli na steni, če ste sploh imeli postere, ne vem? Ne, to pa ne, ampak takrat, ko je bilo svetovno prvenstvo, Romario, to je en stari, Romario je bil najboljši nogometaš na svetu takrat, on je bil moj vzor, njega sem gledal, kak je gol dal, vse, kaj on naredil, plus še en drugi napadalec, ki je tu v tujini, ne poznajo dosti ljudi, ki se imenuje Viola. Okej, to je bila usoda, ne? Ja, Viola, ker on je tudi temni pot, leva noga, jaz sem tudi levičar in takrat sem njega dostikrat pogledal, kak je on igral, na kak način zabija gole. Zdaj svoj denar, kot ste že omenili, ne, ste začeli prvič služiti pri 13 letih, ko ste postali član gremija. Takrat ste stvari tudi začeli delati po svoje, ne, in tipično najstniško niste upoštevali svojih staršev in posledično vas je zaneslo tudi na stran poti, morda tudi proč od kariere v kakšnih večjih evropskih klubih. Ste mladostno norost potem kasneje obžalovali? Mladostno norost, ja. Ja, 13 let star sem bil, ko sem šel živeti pod tribuna na stadion, ker moja hiša do stadiona je bilo 3 ure, vse skupaj, potem smo se odločili, moj ati odločil, da bom živel na stadion. Tudi tam sem imel plačo, 150 reals, danes je skoraj 50 evrov na mesec, to je bil moja plača, tam sem živel, sem imel hrano, sem treniral dopoldan in popoldan, takrat, ko sem bil malo debel, sem še plaval 1 uro in zvečer smo imeli srednja šola. Zvečer? Zvečer. Zanimivo. Ja. V Braziliji imamo ta sistem tudi zvečer, ljudje, ki delajo skozi dan, lahko študirajo zvečer, potem so odrasli ljudi ali nogometaš, mladi, ki lahko študira zvečer. In potem, potem sem srečal Ronaldinho, in on res je bil moj mentor takrat, ko je meni pokazal, na kak način moram trenirati, igrati nogomet. In potem jaz sem dosti hodil z njim. In zdaj en otrok, ki ni imel nič, zdaj ima kot svoj najboljši prijatelj Ronaldinho.
takrat je imel že vse, BMW, Audi, vsi so rekli, Ronaldinho je najboljši igralec, 100%, en dan bo najboljši nogometaš na svetu. In takrat, In so bili prav, ne? ja, in takrat moja glava je se spremenila. Zdaj jaz sem pomemben, zdaj sem jaz dober nogometaš, sem začel igrati pri brazilski reprezentanci. Nisem imel sposobnost, da handlati vse, kaj se je zgodilo v moje življenje. Iz nič zdaj je en med najboljših nogometaš v Braziliji, ker sem igral za reprezentance. Je zelo težko igrati za brazilske reprezentance. 200 milijonov ljudi v Braziliji in oni so meni izbrali, da lahko igram v reprezentanci. In od takrat sem imel dosti stvari v glavi, tudi nisem živel blizu svoje starši so izgubili kontrolo nad mano, jaz sam sem hodil, sam sem šel v diskoteki in potem je prišla ta norost, ne. In sem vsak dan hodil ven, sem začel piti, sem mislil, da ne rabim starše, da ne rabim nič, jaz imam svojo plačo, imam vse, sem najboljši, Ronaldinho je moj prijatelj. Ronaldinho je igral v soboto in nedelje, ko sem jaz imel tekmo takrat, on je meni posodil svoje kopačke, ki je zabil gol, jaz pokažem, Ronaldinho je meni dal. Ker nisem imel zreli, nisem imel dosti modrost, da lahko vse to handlati. Zdaj v svoji biografiji ste tudi zapisali, da je veliko vaših prijateljev iz otroštva, Ja. mrtvih ali v zaporu. Zdaj, kaj pa je največja neumnost, ki ste jo vi naredili v tisti svoji divji fazi? Povejte nam. Ne vem, če lahko povem. Lahko, seveda. Kje je že to? Ja, dosti neumnost. Ne, dosti. Ja, mi smo kradli neke stvari, ne. Tudi se spomni, ker smo bili pijani en dan, mi smo šli, jaz pa še 2-3 igralca, smo šli v neki diskoteki, 3 ure z avtom. In nazaj ob 5 zjutraj smo spali na avtocesto. Vsi pijani, skoraj smo mrtvi, ne. Ampak to je bilo največ, ko smo se zbudili, smo na ta ulica, ki je Odstavni zraven. pas. Ja, tam noben se spomnil, kaj se je zgodilo, kaj je bilo takrat. Ampak smo živi. Ste Hvala živi. Bogu, ja. Imam občutek, da je to ena bolj milejših stvari, ki ste mi jih zdaj povedali. Ja, to je res, ker dosti stvari, ja. Zdaj se spomnim, tudi en dan smo bili tudi v neki bar, pa smo se pogovarjali, prijatelji, potem v druga miza je bilo drugi prijatelji in oni so res bili mafiozi, pa mi smo, mi smo hoteli se skregati z njimi. Ko smo prišli ven iz bar, je prišla policija, skoraj smo tudi, policija so nas vzeli kako se reče. Vzeli so vam identiteto, popisali so vas. Ja, ampak potem smo ugotovili, da to so največji kriminalni v Porto Alegre, ampak en nogometaš je poznal vse te kriminale, je prišel do nas in rekel, idi tja, reči oprosti, pa smo šli tja. Pa je potem na koncu je bilo vse, smo zdaj prijatelji. Tako da vas je policija rešila. Ja. Takrat. Ja. Kdo bi si mislil, ne? Vaš prijatelj in soigralec je že prej omenjeni Ronaldinho, ne? Ki pa je za razliko od vas nekako uspel združiti ta nogomet na res najvišji ravni in pa to ponočevanje, zabavljaštvo, ženske, alkohol in vse ostalo.
Vi ga sicer nekako zelo hvalite, ne? Pravite, da vas je veliko modrosti naučil, veliko življenjskih lekcij, ampak sama sem pa razmišljala nekako, da mogoče pa je tudi on malo vsaj kriv za vašo mogoče to stranpot, ker v bistvu on je prvi, ki vam je ponudil alkohol, ne? Alkohol, pivo, ja, takrat. Tako da ti Ronaldinho, ne? Ja, to je bil njegov stil življenja. Do danes vidimo, kaj on dela. On je tak preprost tip, preprosta oseba, ki ima rad ljudi, ki ima rad veselje. Takrat, ko on je dobro igral, on je hotel iti ven, da se sprosti. Takrat, ko tudi slabo igral, je mogel iti ven, da se sprosti. In to je njegovo življenje. In ja, seveda, vse v življenju obstaja slabo in dobro. In jaz vse stvari, ki sem učil od njega, mislim, da je bilo več dobro, ko slabo. In zato on je meni učil ogromno na igrišču. On je takrat, ko mi je dal pivo, je rekel, takoj po trening naredi 5 krog okoli igrišča, ker vse pivo bo šla stran, Bo shlapelo. Ja, in to sem naredil vsak trening, vsak dan po treningu, jaz lav. Zakaj? Ne, Ronaldinho je rekel, da... Ampak, ja, smo hodili dosti na diskoteke, smo imeli zabavo, ampak danes vidim, da res ta del življenja je bilo zelo slabo, ker danes vidim, da dosti stvari, ki ni bilo dobro zase in tudi za moja družina, sem počel in to je edini stvari, ki lahko povem, da to ni v redu in to nisem naredil prav v moje življenje. In vas je mogoče tudi stalo še kakšne boljše kariere, ne? Ja. V Mariboru. Jaz sem Ronaldinho kriv. Jaz sem rekel, Razčistimo to. jaz sem rekel, jaz sem to naredil. On je samo, če hočeš, če nočeš, ampak jaz sem rekel, ja. Ste še kaj slišite z tem svojim prijateljem iz mladosti? Imate njegovo cifro, se kdaj slišite? Ste ga kdaj povabili v Maribor? Ga boste povabili v Maribor, ker to bi bilo wow, ne? Ja. Tukajšnje navijače. Dosti prijateljev imam stik, ampak Ronaldinho ne dosti, ker zaradi svoj način življenja. Danes imam družino, sem pastor, čisto druga življenja. Ampak imam rad njega, vedno, ko imam priložnost, ko se dobimo, se pogovarjamo, se veselimo. In prijatelje povabim seveda v Slovenijo, samo težko, da oni bodo prišli v Slovenijo, ker je drago, to ni. Ampak še vedno imamo stik z par prijateljev. Ste rekli, da se dobita, torej, ko vi obiščete Brazilijo, potem tam se sestanete. Ali tu Ronaldinho je vse posod. On je vsak mesec v druge države. Aha, okej. Sicer, če bi prišel v Maribor, bi bilo tudi zelo... Malo bi bila zagata, ne? Ker ne vem, kam bi ga peljali, ker nimamo nekega dobrega nočnega kluba, ne? Pa on bo naredil svoje klube, to ni problema. Dobro. Zdaj v intervjujih, pa tudi v vaši knjigi Legenda, ne, ste zelo iskreni o svojih napakah. Ja. Zakaj vam je pomembno, da o njih govorite na glas? Zakaj? Ker časi oziroma tu v Slovenijo, v Maribor, vsi vidijo Marcos Tavares kot najboljši legenda. Nismo heroji, mi smo normalni človek. Pred da smo nogometaš, smo človek. Vsak človek ima svoje napake, šibkosti, probleme, izzivi. In to je pomembno, da ljudje vejo, da Marcos Tavares ni najboljši. Se potrudim vsak dan, molim vsak dan, probam vsak dan delati dobre stvari. Včasih gre, včasih ne gre. In da dosti slabo in dosti šibkosti imam v sebi, ker moram še izboljšati. In zato mislim, da to vera meni pomaga. In vsak dan probam živeti najboljša verzija, kaj lahko.
Zdaj pravite, da vas je spametovala, ne, in tudi rešila vera, in da ste dokončno sprejeli Jezusa takrat, ko ste igrali v Maleziji. Kaj pa je bil v bistvu nek tisti prelomni trenutek, ko ste rekli, ok, zdaj pa je dovolj, zdaj pa moram priti k sebi? Ja, dosti je. Ko sem bil 13 let, ko sem šel živeti v Gremio, takrat na stadion, moji prijatelji, tam so živeli 150 mladi. In vsako leto pride novi, pa grejo. In en je bil vernik in takrat smo imeli mi eno srečo samo za športnike, ki berejo svetopismo. In sem šel tja prvič. In sem spoznal Biblija, Jezus, ampak sem se odločil, da to je pravi pot, ker tam sem čutil nekaj drugače. Ja, imamo upanje za Jezus. Vse, kar sem jaz živel, to je lahko se spremenil moje življenje. In samo sem rekel, da zdaj moj brat Ronaldinho, jaz hočem živeti življenje, jaz hočem iti tja. Ampak, ko sem bil 18 let, jaz sem že igral pri članski ekipi, jaz sem poznal svojo ženo. Žena je že mi pokazala drugi pot, jaz bom kuhala doma, jaz bom naredil najboljša torta, kar hočeš. In potem takrat sem začel biti doma, vse super je bilo. Ampak, ko je prišel en novi trener pri Gremiju, je rekel, vsi, ki so vsi mladi, ki imajo starost, da lahko igrajo pri mladinci, jaz hočem, da bojo šli nazaj v mladinci. Skratka, degradacija, ne? In sem, zakaj to? On sploh meni nikoli videl nogomet igrati. On ne ve, če sem levičar ali desničar. Ker sem imel ego. Ne? On zdaj bo prišel, bo rekel Tavares. In takrat sem šel pri mladinci in sem imel depresijo. Zdaj moje življenje ni več, nima vrednost, jaz ne bom igral več pri članski ekipi, bom imel probleme. In vse to sem bil res v kanalu. Moja žena je mogla voziti meni do stadiona in jaz sem rekel, jaz ne bom treniral, je rekla, prosim, za meni. Če noče za sebe, za meni idi trenirati. In jaz sem šel zaradi njej in ona je meni mogla gledati, da grem skozi vrata, da tam je počakala. Vi ste bila vaša mama takrat. Ja. Ja. In takrat sem bil res v problemi. Potem moja ata je poznal en menedžer, ki so poslali igralce za Malezijo. In pa sem šel v Malezijo in takrat v Maleziji kultura je muslimani, ne sme alkohol prodati, ženske so bili vse črno in takrat nisem mogel nič. In takrat je bil en nogometaš, Brazilec, ki je šel tja in on je bil vernik. On je poznal vse ljudi, ki sem jaz poznal, pa mi nikoli smo se srečala. Edini prijatelj, jaz nisem znal angleško takrat, edini prijatelj, ki sem imel, je bil on. In potem samo Biblijo, vsak dan. In potem, namesto zabav, Biblija. Biblija. In potem sem rekel, zdaj je čas, da se spremeni. Tudi moj zakon ni bilo zelo lepo in sem mogel spremeniti življenje. Če ne bom jaz spremenil, ne bom imel kariero, ženo, družina, vse. In potem takrat sem začel spremeniti svoje življenje. Moja žena me je odpustila, vse, kar sem naredil. In danes imamo 5 otrok. Takrat je bilo res, če jaz spremenim, moja družina bo ostala, če jaz ne spremenim, ne bom imel nič. No, saj ste še hitro prišli k pameti pri 18, ne? To je
To je Ja, kar solidno. Ne? je okej, ne. Ja. Športna pot vas je potem peljala na Ciper, potem pa v končni fazi v Maribor. Ja. Verjetno takrat pojma niste imeli, kam točno greste, ne? Seveda, ja. Moj prijatelj Nilton je meni klical: "Hej, mi rabimo en napadalec tu v naš klub. Kje si, ne?" "V Sloveniji." "Sloveniji, Slovakia?" "Ne, Slovenija." Bivša Jugoslavija, pa sem šel guglat, okej. Pa ko sem prišel sem, ko sem videl Pohorje, Drava, zelenice, super, sem rekel, to je to. To je eno mesto, kjer lahko živim. Ampak verjetno niste mislili, da boste celo življenje tu Ne. ostali. Sem mislil, da to bo 1 leto, 2 leti, pa grem dalje naprej, drugi klub. Samo je bilo tako dobro, ljudje so tako toplo in z ljubezen so meni sprejeli tu, pa tudi dosti lepi trenutki smo živeli skupaj in potem prišel otrok, 3 otroci so tu se rodili. Potem, to je to. To Ja. je to, pa ne samo zaradi tega, pa Bog, en dan, Bog, jaz sem molil svoje žene, potem smo čutili, da bo, kot da Bog je govoril z nami. In vem, da je on govoril, da je tu je naš kraj, da tu mi moramo posaditi našo korenino in zaradi tega, ker Bog je rekel, smo tudi tu stali. Tudi v Mariboru je bil vaš začetek težak, ne? Dolgo niste zabili nobenega gola, Zlatko Zahovič je sicer verjel v vas, čeprav je zahteval, da shujšate. To vedno. Vi pa ste hodili takrat na Kalvarijo, ne? Ja. Prositi Boga za nek preobrat, ki se je potem tudi zgodil in pač vse ostalo je zgodovina. Takrat večkrat ste tudi rekli pa napisali, da ste sem prišli z mentaliteto, da je Maribor vaša zadnja možnost. Točno, ja. Ampak zakaj mislite, da vam je uspelo ravno tu? Kaj je bilo v tem okolju tako spodbudnega? Na eni strani pravite je Bog, ampak na drugi strani je pa tudi okolje in kaj je bilo v bistvu tu tako spodbudnega, da vam je omogočilo, da ste zacveteli, no? Ja, začetke je bilo težko, ampak mi smo imeli Bog, smo imeli vero, upanje. Ker v Ciper sem bil 6 mesec, ampak tam nisem dosti igral. Tam sem doživel čudne stvari in potem ali grem nazaj v Brazilijo ali bom prišel v Maribor, ker sem prišel na probo. Jaz nisem prišel, da mi hočemo Marcos Tavares, imamo že tu pogodbe, vse to. Ne, jaz sem prišel, da lahko Zlatko Zahovič meni gledat, da vidi, če sem dober ali ne, če sem suh ali ne. In sem rekel, Bog, to jaz, če bom nazaj v Brazil, kaj bom tam? Ker tam v Braziliji ljudje so rekli, Tavares je dober nogometaš, ampak obnašanje katastrofa. Potem bom šel nazaj v Brazilijo, ampak da pridem nazaj v Brazilijo, ne vem, če bom igral nogomet ali ne vem, kaj bo, bom probal pri NK Maribor, ne. In sem prišel sem, zdaj sem že tu 18 let. In potem sem imel pogodbo 6 mesec. Zdaj imam takrat moja žena, jaz pa moja žena smo imeli 2 otroka in moja žena je bila noseča. 6 Čas, da se zresnite, skratka, ne? Ja. 6 mesec pogodb. Ja. 3 mesec, jaz sploh nisem bil blizu do gola, ker moj delo na igrišču je, da zabim gole. Jaz nisem zabil gole. In takrat sem hodil na Kalvarijo vsak dan 6 zjutraj. Bog, prosim, če si meni pripeljal sem, če sem podpisal pogodbo, pomagaj, kaj se je dogajalo z mano. In tam je bilo eno drevo, da sem se jokal vsak dan, pa sem malo brcal. In en dan Bog meni povedal, ti boš ostal pri NK Maribor, ne ker si dober, ne ker si zabil goli, ker jaz hočem. Ja, okej. In takrat sem prišel, to je bil četrtek,
Ne, to je bil torek in četrtek, ne, torek sem imel eno druga molitev z ženo, doma sem rekel, skupaj z ženo, Bog, jaz hočem biti nogometaš, ampak če ti nočeš, jaz vse predam zate. In potem četrtek Bog je govoril, ti boš ostal, ne zaradi sebe, zaradi tebe, ker jaz hočem. Sobota je bila tekma, je bil moj prvi gol. In se je odprlo. In se je odprlo in takrat je Maribor imel en trener samo za čas, ker je prišel drugi trener, ki je Darko Milanič takrat, on ni bil trener, je rekel, jaz hočem imeti Tavares na mojo ekipo. In potem sem podaljšal za 1 leto. In potem drugo sezono smo bili prvaki, jaz sem zabil dosti golov, sem mislil, da je bil prvi strelec v ligi in potem takrat je šel vse naprej. Seveda, Zlatko Zahović dosti mi je pomagal, on je portugalsko je govoril, klub je Darko Milanič, dosti ljudi so mi pomagali, tudi pol Ante Šimundža. Je ta kemija, ne? Jaz, moja družina plus klub in mesto, potem so meni podprli in zaradi tega je bilo vse okej. Omenila sem ta višek vaših kilogramov, ne? Ki verjetno vam gre tudi na živce, da vas opominjamo na njega, ampak vseeno skozi vas spremljajo. Zdaj kroži govorica, da vam je zaradi njih Zahović trgal od plače, je to res? Ja, tudi, ja. Na začetku je bilo 1 kil več, 100 evrov. Dobro. Pol je bilo 1 kil več, 200 evrov. Če sem imel 2 kil, 400 evrov. Ok, to je pa kar boleče. To je ful in jaz dosti jem meso. Mi Brazilci imamo radi meso. Če ste bili brez njega večino mladih, ne? To treba kompenzirati. To jaz sem razmišljal, ko nisem imel denar, nisem mogel jesti. Zdaj, ko imam denar, še vedno ne morem jesti. Kaj je to? In potem Zlatko Zahović non-stop je govoril, riba, moraš riba, ajdova kaša, brokoli, solata. Samo dobre stvari, ne. In ja, ampak zaradi tega sem bil na visok nivo. Če ni bilo Zlatko Zahović in moja žena doma, ki non-stop kuhala, ne, ti ne smeš to, mi gremo v Brazilijo na dopustu, moja žena, ne, ti ne smeš torta, ne smeš. In Zlatko Zahović je vedel, da če sem bil na nivo, tudi lahko pomagam ekipa, klub in to je bil moj borba v življenju. Ker jaz nisem imel nič, zdaj sem hotel druge stvari jesti. Ko sem bil mal, jaz sem gledal reklamo na televiziji, jogurt, cornflakes, vsi lepi, močni, jaz nisem mogel to kupiti. In sem hotel, ampak Zlatko Zahović zjutraj, ko sem prišel na klubu, on ni rekel, zdravo, dobro jutro, kako si, ne, koliko kil imaš. To ne moram verjeti. In potem to je, vsak dan sem se vagal na koncu kariere, ki je bilo že težje, da zgubim kili. In 1 leto jaz sem bil poškodovan, 1 mesec ali malo več kot 1 mesec nisem treniral, pa še vedno sem se vagal vsak dan. A brez trening, ko jem, takoj sem dobil kile, potem sem mogel plačati skoraj 3000 evrov. Marička, torej je bil strog, gospod Zahović. Ja, zelo. Če se vrnemo k mestu Maribor, kaj vas je tu, ko ste prišli na začetku, najbolj šokiralo? Šokiralo, na začetku. Ja. Zima, jaz sem prišel januar. Zima, seveda. Januar sem prišel. Pa jaz se spomnim, ko prvič, ko je sneg padla, jaz sem bil na trening, jaz sem treniral, to je bilo zvečer, ob 6 zvečer, nekaj tak. Pa je sneg, jaz gledam,
odpiram usta, da probam, kaj je So stari sneg. 3 leta, ne? Ja. Pa po trening sem prišel nazaj domov, že cela družina v pidžami, sem rekel, žena, sneg pade, gremo ven, pa smo dali bunde, smo šli ven, smo naredili angelčke, vse smo naredili. Ja, in za mene je bilo zelo težko, moja šibka točka je roka in sem mogel dati dve rokavice, da lahko treniram. Če nisem imel rokavic, skoraj nisem mogel razmišljati. In to za mene je bilo zelo težko. Torej mraz, ne? Mraz. Smrtni sovražnik vročih Brazilcev. Mogoče kdaj ste pa začutili, da vas je mesto resnično sprejelo? Jaz mislim, da ko smo že... Jaz sem prišel januar je polovica sezona, prva liga, ne. Pa to je končalo, vse okej. Ko se je začelo nova sezona, junija, ko se začne liga, ta polovica, ko smo mi že igrali dobro, smo imeli rezultate, jaz sem dosti gol zabil. In ko sem hodil tu po centru, vsi so rekli, Zé Pote, Tavares. In to je to. To je to. Zdaj, to sem se želel in zdaj bom še več dal za njih, ne samo zase, za mojo družino, ampak bom tudi igral za mesto, za navijače. Vam je bilo kdaj žal, da niste odšli kam drugam, ker možnosti najbrž so bile, ne? Dosti ponudbe sem imel, ampak na koncu jaz sem vedno hotel pustiti en pečat, en legacy tu. Jaz nisem vedel, kje, ampak Bog je dovolil, da sem v Sloveniji, ne. In nisem imel rad, da grem, da spremenim klube, da menjam klube vsak 6 mesecev, ne. In meni ni žal, ker danes obstaja tribuna Marcos Tavares, delam na klubu, ljudje me vidijo drugače tu v Sloveniji. In za meni to je, meni ni žal. Veliko vlogo v vašem življenju, kot ste že povedali, igra vaša žena Leticia. Ja. Spoznala sta se na praznovanju vašega 18. rojstnega dne, ampak je potem vam je bila tako všeč, tako vam je padla v oči, ampak je potem dolgo zavračala, ne, vaše osvajanje. Ampak vi ste bili stari 18 let. Kako ste kot najstnik potem uspeli prepričati 8 let starejšo žensko, ki je bila že resna, ki je imela že otroka iz prejšnje zveze, ne nazadnje? Ja, ampak jaz mislim zaradi vse te stvari, ne, 18 let, kot da sem imel 25, ne. Moja glava že je bila drugača, jaz sem dosti stvari naredil, jaz sem bil že odrasli človek. In je bilo zelo zanimivo, ker jaz sem hodil ven non-stop. In vse ljudje, ki sem povabil za moj rojstni dan 18 let, mi smo bili v ene farm, kako se reče? No, Kmetiji, samo za mene. In sem povabil ljudi, koliko ljudi sem hotel, in smo šli tja, pa party. Hrana, pijača, vse. In jaz sem povabil prijateljico od moje žene, samo moja žena je peljala z avto tja, ona ni hotela biti na moj rojstni dan, ona samo peljala tja. In ko sem prvič videl, je bilo konec. Je konec. Ker nikoli sem videl prej. In sem rekel, kje si bil do zdaj? Jaz nikoli sem tebi videl. In potem je rekla, ne, jaz ne hodim ven tak, moje življenje je drugače. Ampak sem rekel, stani, prosim. In party, vsi so bili v bazen, vse to. Pa jaz celo noč sem gledal ženo. In sem probal telefon in nič. In to. In enkrat ona je šla na WC in jaz sem šel in sem počakal, ki potem ni imela možnost, da gre levo in desno. Mora iti skozi meni.
Kot ste jo spravili. Ja, in potem sem rekel, lej, ti boš moja žena in mama od moje otroke. A že kar prvi Ja. večer? Dobro, v redu. Super. Ja, kaj, ti si premlad za mene, jaz imam toliko 8 let starejši, rekel, meni ni problema. In potem, jaz ne bom tebi dala telefon, ampak tvoja prijateljica lahko vzame od njej, kao ne. Ok. Pa potem 6 mesecev sem klical in nič. Ja, jutri pa nikoli. Ja, ne, drugi teden, ja. On je že imela hčerka takrat, ne. Pa nikoli. In pa en dan sem klical, lej, to je zadnji dan. Jaz bom poklical, jaz te pokličem in če bo, če ne bo, nikoli več bom tebe poklical. Ok, jutri. In potem vse je bilo ok. Dobro, v redu. Zdaj ste kar nekaj taktik razkrili poslušalcem. V bistvu rekli ste tudi, da vam družina nekako pomeni največ, ne? Tudi več kot vsa športna kariera, tudi več kot to, da bi igrali za Real Madrid, ste nekoč rekli. Kdaj pa ste v bistvu to zares začutili, ne? Da je družina tista na vrhu? Jaz vedno sem imel to, ker moji starši so res mi pomagali ful. Moja mama je pomagala doma, moj ate meni vozil na treningu, mi smo imeli tekmo v soboto, ko sem bil 10 let star. Ob 5 zjutraj smo se vstali, ob 6 zjutraj smo šli za avtobus, da lahko igramo tekmo ob 11. In res, brez družine težko živimo. Ko sem prišel nazaj domov, sem imel družino. Vsak vikend smo bili skupaj, potem takrat, ko sem živel na stadionu. In družina je ta prostor, ki se počutim varen, prostor, ki čutim ljubezen. Ker pri nogometu to ni lahko, to je dosti konkurenca, dosti tekmovanje. In doma jaz lahko biti jaz, ne rabim tekmovati, ne rabim nič. In ko sem spoznal ženo tudi ima rad družina, principe, vrednote in moja družina, oziroma, če sem igral slabo in vsi so rekli, Tavares, ti si katastrofa, ti ne moreš nič, ti si tak, ti si. In doma moja družina, če so rekli, da sem bil ok, to za mene dovolj, ampak če moja družina, takrat so rekli, da nisem dobro, da nisem naredil dobre stvari, potem takrat čutim to, ker moja družina je prvi stvari za mene in sem igral ne za sebe. Jaz sem igral, da lahko dam boljše življenje za ženo, ampak moja žena ni imela težko življenje, ampak jaz sem prepeljal ven iz Brazilije. Ona je mogla pustiti službo, avto, vse, kaj je imela, jaz sem mogel oddati vse to za ženo. In sem igral za njo in za moje otroke. In to za mene je ful pomembno. Nočem, da bo moje otroke živeli, kaj sem jaz doživel. Zdaj, kot ste rekli in kot vemo, imate 5 otrok. Kakšen pa ste kot oče? Svoje otroke močno razvajate ali jih bolj učite lekcije, ki ste jih sami doživeli v otroštvu, ki je bilo v bistvu pač polno pomanjkanja, no? Ja, jaz sem strogi oče. Jaz se smejim, ampak jaz sem zelo discipliniran človek in doma hočem tudi to. Hočem, da moje otroke da bojo, kaj se odločil, da bojo naredili do konca, da bojo imeli radi, da morajo ta ljubezen in spoštovanje imeti pred staršem in pred svoj brat in sestre. In seveda dosti stvari sem govoril, odkot sem prišel, sem pokazal, odkot sem prišel. In ta lekcija mislim, da je zelo pomembna, ker jaz hočem vse dati,
ampak tudi moramo imeti vago, balans na vse te stvari. In oni danes mislim, da so razumeli, da spoštuje, kaj sem jaz šel skozi. In seveda, druge stvari bo v življenju jaz učim. Vrednote, principi, svetopismo, Jezus, kaj je bil pomembno Jezus v mojem življenju. Zaradi Jezusa sem spremenil življenju, kaj sem naredil slabo, kaj oni morajo zdaj naprej razmišljati. In ker mi gradimo, gradimo naše otroke za svet, ne za nas, ne. Pa se jih kaj prime? Pa Ja. si mislijo, pa ata spet nekaj Ne, govori. včasih neke stvari jaz preveč govorim, pa ata si že rekel. Ampak tak so otroci. In včasih par stvari bojo imeli, bojo mogli šli skozi, da bojo razumeli. Ampak jaz probam vsak dan, vsak teden nekaj uči. Zdaj vaša sinova, Markus in Joshua, gresta po vaših stopinjah karierno. Bi rekli, da imata vrata v nogometni svet ona dva bolj na široko odprta zaradi vas kot očeta, ali pa se morata v bistvu bolj dokazovati in izkazovati, zato ker sta pač vaša otroka? Je, ne, to zdaj imamo dve plati, ne. En stran, da zaradi meni tudi nogomet, mislim, da ljudje tu iz Slovenije bojo videli na drugačen način in bojo pomagali, ampak tudi to, da oni bojo imeli ta pritisk, da ata je naredil to pa to pa to. In oni tudi hočejo narediti nekaj za ata, da bo pokazal ata, jaz sem tudi uspel, ampak jaz sem že dosti o tem sem govoril z njima, da vsak ima svoj pot, svojo kariero. Bog je meni dal ta pot. Za Markus je drugi poti, za Joša je drugi poti. Markus trenutno igra za Nafta, tudi je bilo zelo pomembno, da gre stran iz našo stanovanja, hiša, Maribor, ker pri Maribor on je imel ta pritisk, ti moraš to pa to, ti moraš igrati na taki način, tvoj ata je to naredil. Pri Nafta je že drugače, on zdaj sam živi, tudi mora sam se postavi kot moški. In Joshua je bil 1 leto v Braziliji, ampak ni igral nogomet, je šel študirati in zdaj je prišel nazaj in ta teden gre v Ameriki igrati nogomet. In ja, Joša je že sproščen, za njega ni problema. On ima 17 let, je že 1 leto bil v Braziliji, lani, zdaj gre v Ameriko, on je drugače. On je karakterno menda bolj vam podoben, ne? Ja. In vam je tudi že marsikatero menda ušpičil. Ja, točno. Zdaj, vas starši niso znali krotiti, ne? Vi ste kaj bolj učinkoviti v teh pristopih in discipliniranju otrok, kadar so poredni. Ja, ko so poredni, moramo imeti disciplino. Ampak ja, Joša je bolj odprt, Markus je bolj kot mama, on je zaprt, čaka, pogleda, ne govori dosti, ne se smeji dosti. Ampak ko so poredni vsi, moramo imeti disciplino. Ste pa tudi pastor evangeličanske cerkve Jezus je pot, kar je bil tudi dolgoletni slogan na vašem dresu, pa potem kopačkah, ne? Kako velika je vaša verska skupnost in ali so v njej tudi nogometaši, pa kje imate prostore? Ja, super, to je eno tema, ki jaz imam rad govoriti, ne dosti ljudi hoče poslušati. Ja, jaz sem študiral teologijo, moje življenje, jaz mislim, da sem misionar tu v Sloveniji. Jaz sem prišel sem ne samo, da zabijem gol, ampak da pokažem Božjo ljubezen. In naša cerkev, trenutno imamo okoli 70 članov, ampak to je odprta cerkev, to za vse ljudi. To je cerkev za
Maribor, zdaj Slovenija, to je cerkev, ki je odprta za vse. Mi nimamo, ti ne moreš, ti moraš, mi nimamo te stvari. In trenutno smo pri kulturni dom Kamnica, vsako nedeljo ob 10 zjutraj imamo naše bogoslužje. Mi verjamemo v Sveto pismo, od prve knjige do zadnje knjige. Mi verjamemo, da Jezus je način življenja, to ni religija. Jaz ne nosim križ, pa ne. To je način življenja. Vsak dan mora biti boljši, vsak dan moram probati biti moja najboljša verzija, moram imeti rad Bog in ljudi. Zdaj, za vas je zelo pomembno biti dober človek, ne? Ampak vsak si o sebi misli, da je dober človek, ne? Tudi tisti, ko delajo najslabše stvari drugim ljudem. Kaj pa vaše dela človeka dobrega? Kdo je dober človek? Zato imam Sveto pismo. Sveto pismo je edina resnica za mene. In tam piše, kaj pomeni biti dobro, kaj pomeni biti slab. In vse, kar jaz delam, je to. Če Biblija reče, je slab, je slab. Ni jaz, to je Biblija. Če Biblija reče, dobro, imate referenco, kaj tu piše? Jaz vedno tako, nisem jaz to rekel, to je pisano. In če jaz pa žena, se skregama. Greste listat po Bibliji. Kaj piše v Bibliji? Res za vsak primer najdete rešitev. Okej, oprosti, nisem imel prav. Ker vsak misli, jaz sem dober, jaz ne kradim, ampak jaz delam drugo stvari. Jaz ne ubijam, zato mi imamo Sveto pismo, ki je naše navodilo, manual življenja. Menda tudi ne preklinjate, niste in tudi zdaj ne. Zdaj, v nogometu pa so kletvice taki naravni jezik, ne? Kako ste v bistvu ostali dosledni? Ali so vas kdaj izzivali ravno zaradi tega? Seveda. Jaz, da sem spoznal Jezus, nikoli sem imel rad, in nikoli sem imel rad to. Ampak pri nogometu je to normalno, ne? Naravni jezik, ne? Ampak jaz, na primer, ko sem bil Jezus, jaz sem govoril, alo! En dan se spomnim, da Mendy, en soigralec, je rekel, ko sem tebe videl, da si rekel, alo! Nekaj ni v redu s Tavares, kako on je rekel, alo, ko je. Jaz sem mislil, da je en komolc meni zadev v usta. In potem je vedel, da sem pastor. Ko se vpraša, če imamo nogometaš, dosti nogometaši so že prišli v našo cerkev, so sprijeli Jezus, so krstili. Mendy, Filipi, Argus, dosti nogometaš. In jaz, hvala Bogu, nisem imel to v sebi in zdaj mislim, da to, ker Sveto pismo reče, skozi usta mi gradimo našo prihodnost, naše življenje, ali slabo ali dobro. In to je vodilo, torej od 18. ne preklinjate? Ali že prej? Prej. Že prej. Prej nikoli sem imel rad, ne vem, za mene je grdo. Zdaj, znanje nam mlade prenašate tudi skozi svojo DNK akademijo, ki je pravzaprav poletni nogometni klub, ne? Kaj v bistvu želite, da otroci odnesejo z njega? To je zelo dobro, ker vse, kar sem jaz dobil od vas, od Slovenci, od države, jaz preko svoje nogometna kemp in akademijo hočem vračati nazaj na neki način. Jaz sem zelo lepi trenutek sem doživel tu in mislim, da naše življenje tu na zemlji ne samo, da dobimo, ampak da damo. Ne morem jaz umreti za polni stvari, jaz moram odmreti tako. Jaz moram dati nazaj. Torej, z razprstimi rokami povemo poslušalcem, ki ne gledajo. Jaz hočem dati nazaj nekaj. Ker ko bomo umrli, potem ne bo več nič. In moj nogometni kemp, da damo nazaj vse, kar sem jaz dobil, ker pomagam otrok,
najprej skozi nogomet. Lahko govorim, mentoriram svoj nasvet. Je 5 dni skupaj z mano, kot da gremo na pripravi skupaj, da hrana mora biti taka, da trening mora biti tak. In tudi zvečer imamo predavanje, jaz imam svoje predavanje, ker govorimo o vrednoti življenja, principi, hvaležnost, neke stvari, ki sem šel skozi, kaj lahko mi skupaj naredimo, da smo boljši človek najprej, pa potem lahko biti boljši nogometaš. In seveda, brazilska mentaliteta skupaj, slovenska mentaliteta narediti najboljši nogometaš. In to hočem povabiti, da vse starši in otrok, ki hoče videti, kaj pomeni biti pravi nogometaš, ne samo, da je zna nogomet igrati, ampak pravi nogometaš izven igrišča in v igrišče, da pride na moj nogometni kamp, ker res bojo doživeli najboljši nogometni kamp. Greste kdaj med mlade nogometaše, pa ne mislim zdaj samo na kampu, ampak tudi v NK Maribor in jim pokažete, kaj delajo pravi mojstri? Ja, seveda. Pokažete? Zadnjič smo imeli samo za napadalce en workshop, mi rečemo, ne. Jaz sem pokazal svoj gole, zakaj sem zabil gole, kaj sem jaz mislil takrat, kaj je pomembno, kam morajo oni gibati. Ampak to je bilo verjetno predavanje, ne? Greste tako na igrišče, pa na igrišče. malo pokažete? Prej sem bil več aktiven, ne. Zdaj ni več, ampak zadnjič sem bil na predavanje, video, pa sem pokazal, kje je to, kaj morajo oni narediti in zelo lepo. Za konec pa še en taki ringelšpil s hitrimi vprašanji in hitrimi odgovori. Zdaj slovenščina vam gre že zelo dobro, ne? Ampak zagotovo ste kdaj imeli kak nesporazum, to mogoče ni tako zdaj kratko vprašanje, ampak vseeno. Ja. Se spomnite, kdaj ste se slovenščino najbolj zapletli? Vsak dan se zgodi pri meni. Ja, dosti stvari. Jaz, ta beseda potrpežljivost, prej nisem nisem mogel govoriti potrpežljivost, ne vem, kaj vedno. Saj vam že gre. En stvari, Darko Milanič je nehal kariero zaradi poškodb in tetiva. In jaz pri gol je stativa. Jaz treniram, imaš ti problem s stativom? To je bilo takrat, ja. Najbolj mariborska navada, ki ste jo posvojili? Navada? Vse. Zdaj, posedanje v enem takem lokalu, pa pitje piva ni, ne? Ena od teh navad. Kaj pa je takega mariborskega, ko vam je zlezlo pod kožo? Moja hčerka vedno govori, da jaz govorim štajersko, ne govorim slovensko. Ampak ne vem, kaj je eno besedo, samo ne se spomnim zdaj. Eno besedo, ker vedno govorim, ne vem, jaz ne se spomnim. Skratka, štajerski naglas, bi rekla, ne? Ja. Smučate na Pohorju z družino, pa še vedno ne? Samo sankat. To pa, dobro. Z dvojnimi rokavicami. Ja. Pred časom ste si zadali, da greste kot pravi Slovenec na Triglav, vam je to že uspelo? Sem bil že 2 leti nazaj. En dan gor dol, to je bilo 16-7 ur. In mislim, da to je to. Ne moram več. Dobro, opravili ste svojo državljansko dolžnost. Katerega slovenskega nogometaša je bilo najtežje preigrati? Najtežje preigrati? Slovenski nogometaš. Težko. Zdaj boste mogli hitro se spomniti, ker drugače bo odgovor nobenega. Ja. Ne vem. Jaz mislim, da Slovenci niso bili kos. Nisem imel. Niso vam bili kos. Dobro. Kateri vaš gol pa vam je ostal najbolj v spominu? Proti Celtic gostje. Takrat smo šli naprej v Ligo prvakov.
Markos, najlepša hvala, da ste prišli in bili moj gost in za vaše misli in razmišljanja. Hvala lepa, Jasmina, za vse. Super je bilo, sem dosti imel ta veselja in dosti stvari, ker nisem govoril, prej sem govoril tu. Hvala lepa za vse. Vam pa hvala za pozornost, ne pozabite slediti Ringelšpilu na kanalih za podcaste in YouTubu. Se vidimo, slišimo in beremo na www.večer.com.